najmlajši istrski občini je trenutno ozračje pregreto zaradi političnih iger med občinskim vodstvom in opozicijo. Ankaranski župan pravi, da njihove različnosti izhajajo iz političnih programov in nazorov. Tako različni pogledi na osnovne razvojne koncepte nas seveda pripeljejo do tega, da smo tudi pri oblikovanju političnih odločitev redko kdaj na tistem polju konsenza, ko pri nekaterih vsebinah seveda lahko pridemo skupaj, pri osnovnih razmišljanjih, kam zapeljati razvojne perspektive lokalne skupnosti, pa smo si popolnoma vsak sebi. Predstavniki liste Vsi smo Ankaran so kritični do delovanja občine in pričakujejo večjo transparentnost vodenja občine ter dialog, ki bi vključeval vse Ankarančane. Večjo transparentnost pa lahko zagotovimo tako, da je nadzorni organ občine, nadzorni odbor občine tisti organ, ki bo dejansko gledal, da je potrošnja javnega denarja smotrna in da je v službi vseh. Druga stvar, ki jo v bistvu mi hočemo spet v službi te prve točke, in sicer mi imamo neka vprašanja okoli gostinskih lokalov, okoli podjemnih pogodb, okoli teh zaposlitev, ki pravimo, da jih je nekaj še takih preko teh podjemnih pogodb, ki niso čisto prave, oziroma so zaposlitve, ki so lahko potencialno prikrita delovna razmerja, zaradi tega hočemo več odgovorov glede tega. Mi okoli dejanske potrošnje denarja v gostinskih lokalih, po stroškovnih mestih, podjemnih pogodb in tako naprej, teh odgovorov mi ne dobivamo. In zaradi tega, ker jih želimo, poskušamo izvajati pritisk na takšen in drugačen način. Trenutno močnejša opozicija županu Strmčniku poleg netransparentnosti delovanja očita tudi samovoljnost. To so neutemeljeni očitki. Najlažje je nekomu reči, da je netransparenten, to ponoviti 5krat in potem je dejansko tako. V javnih financah preprosto ni netransparentnosti. Vsi podatki, vsa poročila gredo na pristojne organe, ministrstvo, računsko sodišče in vsem organom so dostopni. Navsezadnje so objavljeni na občinski spletni strani. Ampak če jih nočeš videti, če jih ne želiš videti, je najraje povedati, jih skrivajo. Moje omare lahko gremo zdajle s kamero pogledati in ne skrivamo ničesar. Ankaransko politično ozračje pa zadnje čase dodatno segrevajo tudi žaljive objave zoper zaposlene v občinski upravi na družbenem omrežju Facebook. Zato je župan Strmčnik včeraj sklical novinarsko konferenco in se tako postavil v bran svojim zaposlenim. Torej, najprej obžalujem, da je prišlo do tega, da smo se v Ankaranu soočili, da so te lažnive obtožbe, sovražni govor, neresnice, blatenja v zadnjem obdobju bila sprožena zoper zaposlenke in zaposlence občinske uprave občine Ankaran. Do neke mere lahko razumem politični boj zoper izvoljene funkcionarje, pa tudi ta ima svoja pravila obnašanja in delovanja. Nesprejemljivo je pa ta politični boj prenašati na zaposlence strokovnih služb občinske uprave. Župan žaljivih objav na Facebook profilu Mesto Ankaran sicer ne direktno povezuje z opozicijo, ji pa očita manipulacijo in laži pri njenem komuniciranju. Ne, z opozicijo povezujem lažnivo in neresnično komuniciranje. Žal so se neresnice, manipulacije, podtikanja in lažniva sporočila redno pojavljala tudi v sporočilih za javnost in izjavah naših opozicijskih sopotnikov, torej predstavnikov Vsi smo Ankaran in pa Gibanje Svoboda. Kar se portalov in ostalih komunikacijskih kanalov, lahko ugotavljam, da so zgolj postali določeni promotorji, pa tudi trobila teh slabih politik. Občina Ankaran bo sprožila pravne postopke in zbrano gradivo za kazenski pregon zoper storilce predala policiji. Včeraj je v prostorih zdravstvenega doma Koper potekala otvoritev ambulante Univerze na Primorskem za študente.
Na Univerzi na Primorskem imamo zelo velik odstotek študentov in zaposlenih, ki prihajajo iz drugih regij v Sloveniji in iz tujine in v lokalnem okolju nimajo osebnega zdravnika. Tako da smo se posledično odločili povezovati z Zdravstvenim domom Koper in sem izredno hvaležna, da je Zdravstveni dom Koper prepoznal našo stisko in smo danes tukaj, odpiramo univerzitetno ambulanto za vse tiste naše študente in zaposlene, ki tu na obali še nimajo osebnega zdravnika. Nova univerzitetna ambulanta bo pripomogla k izboljšanemu zdravstvenemu varstvu za študente, še posebej tuje študente in tiste iz drugih regij, ki so do zdaj uporabljali urgenco in ostale ambulante za nujne primere. Zdaj pa bodo imeli svojo ambulanto, kjer bodo lahko redno obiskovali, bodo lahko dobivali preglede, zdravila in na koncu bodo dobili primerno skrbo. Dejstvo je, da te osebe so proč od doma in nimajo pravilne zdravstvene oskrbe. Največ se tudi pokazalo s covidom, kjer je bilo samo bolezen covid, kjer je bilo zaradi karanten, pa tudi samo cepljenje. Ambulanta Univerze na Primorskem je vzpostavljena na podlagi pisma o nameri med Primorsko univerzo in Zdravstvenim domom Koper. Zdravstveni dom Koper je z našo pomočjo vložil vlogo na Ministrstvo za zdravje za financiranje programa univerzitetne ambulante in tako, da bo v bistvu financiralo Ministrstvo za zdravje. Študentska ambulanta se nahaja v 3. nadstropju Zdravstvenega doma Koper, delovati pa bo pričela naslednji četrtek. Odprta bo vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure. Migracije so že vse od leta 2015, ko je v Evropsko unijo prišel prvi val beguncev, stalnica našega vsakdana. Migranti, oziroma bolje begunci, po statistikah, ki jih je za naš medij posredovala policija, prihajajo večinoma iz takih in drugačnih vojnih območij, kjer so njihova življenja ogrožena. Iščejo zgolj možnost boljšega življenja, kar pa je pravica vsakega posameznika. Vendarle si nihče od nas ne želi živeti na območju, kjer ga vsak trenutek ogroža nasilna smrt. Zato še vedno čudi gnev, ki bruha iz ljudi, ko je govora o beguncih. Čeprav je do neke mere razumljiv strah pred neznanim, tujim, je nerazumljiva ignoranca ljudi. Nerazumljivo je pomanjkanje empatije, boleče pozabe na pretekle dogodke, ob katerih bi spoznali, da so migracije stalnica naše zgodovine, da so novodobne migracije pravzaprav številčno nične v nasprotju z migracijami v preteklosti. Tako, v bistvu migranti, begunci prihajajo na naša področja, pravzaprav neprestano imamo določeno število migrantov, beguncev in zdaj govoriti o nekem dramatičnem povečanju, ki je neverjetno visoko, je spet senzacionalizem, ne? Je spet poskus dramatiziranja in izrabljanja, medijskega, političnega izrabljanja migrantov, migracij, zato da se v bistvu ljudi straši. Zdaj, dejstvo je, da jaz vedno se rada pogledam statistike, ne? In če pogledamo statistike turistov, ki prihajajo v Slovenijo, statistike recimo ljudi, ki prihajajo kot tuji napoteni delavci, ne, ki jih nujno rabimo, ki prihajajo iz drugih okolij, ne, jih je veliko, zato ker rabimo, ker jih povabimo kot delovno silo, ne. Kar ne pomeni, da jim tu zagotovimo enake pravice. In ne. Mi v bistvu v Sloveniji se vse bolj obnašamo kot Nemčija v preteklosti do Jugoslovanov, kjer v bistvu ljudi tretiramo kot neke vrste gastarbajterje, kjer želimo od ljudi, od migrantskih delavcev, da pridejo, da oddelajo, da v bistvu se zadovoljijo s poceni, mizernim plačilom in čim prej odidejo. Torej, ne sprejemamo tega, da bi jim dali enake delovske pravice kot nam, ne sprejemamo, da bi v bistvu zaživeli polno življenje, da bi se tu integrirali, ne vložimo skoraj nič v integracijo, ne omogočimo, da bi prišli njihovi družinski člani na enak način, kot bi prišli recimo družinski člani kakšnega človeka iz Evropske unije. Ne? Je pa res, da ima politika kar nekaj zaslug za sovražno ozračje, ki je vedno bolj prisotno. V bistvu gre za dvojna merila, ne? Dvojna merila med ljudmi, ki prihajajo iz tako imenovanega globalnega juga in ljudmi, ki prihajajo iz zahodnoevropskih držav ali pa iz držav Evropske unije. Tukaj gre za v bistvu eno hipokrizijo Slovenije, ne? Ker na en način ves čas govori o tem, kako
mislim, zelo pogosto je medijski diskurs, politični diskurs, sploh desnice, absolutno dramatično strašijo ljudi glede migrantov. To je izraba, to je manipulacija, ne. Kot rečeno, statistike govorijo, stvari so zelo jasne. Tudi v bistvu zelo pogosto izhajajo iz popolnoma neresničnih, potvarjajo dejstva, govorijo neresnice, zato ker želijo v bistvu ohranjati idejo, da so migranti, begunci nevarni, da so migranti, begunci, da se jih moramo bati in da jih ne smemo prepustiti k našim istim pravicam. Zato gre. Ampak naj vas vsiljeni sovražni diskurs ne zavede. Desnica vseeno predvidljiva in vedno najde novega sovražnika. Če so bili v 90-ih letih sovražniki vsi rojeni južno od slovenske meje, so bili kasneje Romi, pa levičari, sedaj so begunci. Vsebina je vedno ista, le tisti drugi, ki nas ogroža, se spreminja. To je tipična, to je v bistvu neka stara invencija, to je v bistvu star način, kako na najbolj poceni način strašiš prebivalstvo, ne? S tem, ko v bistvu izpostavljaš neko domnevno drugačnost, ne? Neko domnevno nevarnost, ne? Kot rečeno, poglejmo vsi policijske statistike, ki jasno kažejo, da tudi pri povečanem številu migrantov, beguncev, absolutno ni več kaznivih dejanj. To so prazna strašenja. Po podatkih posredovanih strani policijske uprave to drži. Čeprav je slovensko-hrvaško mejo v zadnjem obdobju prečkalo več kot 30.000 ljudi, policija ne zaznava povečanja ne kršitev, ne kaznivih dejanj. Kar je več kot samo povedno v vseh napovedih o porastu kriminala, ki kroži v strani politike, kar posledično nepotrebno prestraši ljudi. Dejstvo je tudi, da je Slovenija prehodna država in ne cilj migrantov, zato je zastraševanje še toliko bolj nerazumljivo. Še bolj nerazumljivo pa je dejstvo, da Evropska unija zapravlja na milijarde evrov za oborožene sile, ki preprečujejo prehod beguncev, minimalno pa se nameni za uspešno integracijo beguncev, ki je nujna. V bistvu mi bi lahko rekli, da če pogledamo, koliko denarja je vloženo v Evropski uniji, v Frontex, torej v zaščito pred migracijami, ne, in koliko je vloženo v integracijo, se lahko zgrozimo. V integracijo je vloženo minimalno denarja, v obrambo, v načine, kako v bistvu migrante potisniti čim bolj proti jugu, jim ne dovoliti vstopa, jim čim bolj otežiti pot, zgraditi centre za tujce, centre za deportacijo tujcev, v samo deportacijo je vloženo ogromno. Tako da v bistvu tukaj Slovenija samo sledi temu istemu modelu, ne. Prava integracija bi pomenila nekaj, kar je v bistvu vzpostavil recimo Gianfranco Schiavone v Trstu. Prava integracija zame pomeni, da v bistvu ljudje ne živijo strpani v azilne domove na obrobju Ljubljane, ne, ali pa v Logatcu, ampak pomeni, da v bistvu prosilci za azil živijo znotraj istih recimo stanovanjskih hiš, v bistvu so del naše skupnosti in na ta način se seveda zelo hitro lahko vključijo. Treba jim torej le dati možnosti biti del skupnosti. Samo tako bo integracija uspešna in naša kultura bogatejša. Pestrost in nemonotonost bogati. Imeti lastno nepremičnino so sanje večine med nami in cilj vseh mladih, ki so v obdobju samosvajanja. Zaradi praktično neobstoječe stanovanjske politike so te sanje za večino neuresničljive. Cene stanovanj so v zadnjih letih šle v neslutene višave, privoščijo si jih lahko le redki srečneži med nami. Tegobe mladih pa lahko rešuje tudi posamezna občina. Tako je na primer piranska občina v lanskem letu objavila razpis za mlade družine, na katerem je bila mladim omogočena pridobitev stavbne pravice in kasnejše odkupne premičnine, po veliko ugodnejših cenah, kot jih ponuja trg. Glede na precejšnje število uspešnih dražb nepremičnin v lasti občine Koper, nas je seveda zanimalo, ali tudi v mestni občini razmišljajo o ukrepih, ki bi mladim omogočili lažje nakup nepremičnine. Ne, to so dejansko ponavadi projekti, ki jih imajo občine, ki imajo veliko zemljišča in malo prebivalcev. Pri nas je zgodba malce drugačna. Občina ne razpolaga z veliko zemljišči, predvsem v zaledju, ki je bilo najbolj zanimivo za to. Imamo pa stanovanjski sklad, s katerim pripravljamo zdaj projekt nadaljnjih gradenj, ki bodo namenjene predvsem točno tem skupinam, torej mladim družinam. Dejstvo pa je, da niti stanovanjski sklad ne zmore pokriti potreb po stanovanjih, zato na občini računajo tudi na ukrepe države. Vidimo pa predvsem eno možnost, kjer pričakujemo države malo več, da porabi malo več energije za to, torej reševanje vseh tistih nepremičnin z dediči, ki čakajo, se rušijo in razpadajo na podeželju. Torej sprememba zakonodaje v tej smeri, da se te postopke pridobivanja ali pa reševanja teh lastninskih
oziroma dedičev in tako dalje, pač hitreje razreši. Govorimo o kar nekaj parcelah oziroma kar nekaj nepremičninah na podeželju, marsikatera vas ima 20-30% praznih nepremičnin prav zaradi tega problema. To je tisti potencial, ki ga ima občina Koper, ki ga zaenkrat ne more izkoristiti, zato da predvsem mlade družine dobijo neko resno bivališče. Torej, občina nima zadostnega števila nepremičnin, ki bi jih lahko oddala oziroma prodala, kot so to naredili v Piranu. Razmišljajo pa, kako obrniti trend nakupa stanovanj z namenom oddajanja v turistične namene. Ne, zaenkrat občina nima te možnosti, je pa res, da smo razmišljali o tem, se bomo pogovarjali sicer čez nekaj let tudi o zdravstvenem domu v centru mesta, kakšno namembnost bi lahko dobilo, glede na to, da je vedno več lastnikov nepremičnin, ki jih spreminja v neke turistične kapacitete, je prav, da spremenimo to smer v to, da povečamo število prebivalcev v samem mestu in zakaj ne bi take objekte namenili temu. Niso pa naklonjeni temu, da bi kateri od nepremičnin, ki jih občina prodaja na dražbi, namenili mladim po ugodnejših cenah. Kot pravijo, o tem še niso razmišljali, jih pa tudi ne vdaja dvom v uspeh takih ukrepov. Lahko bi tudi bila opcija, ampak zaenkrat o tem nismo razmišljali, predvsem zato, ker je to proces, ki je vprašanje, če bo res se išel na tak način, kot bi si želeli. Torej, če prodamo, ne moramo več razpolagati s tem. Stavbna pravica je orodje, ki je sicer izredno zanimivo, torej stavbna pravica za 40 let. Nismo pa prepričani, da bi ljudje to dejansko zagrabili, ker torej nepremičnina ne bo tvoja, ampak bo le začasno to. To je, če 40 let ostaneš brez tega. Torej, je treba še najti pravi način. Rade volje se bomo naučili tudi od koga, ki bo uspel izpeljati uspešno kak tak projekt, ampak zaenkrat ne vidimo, da bi komu to uspelo zares. Na Ukmarjevem trgu v Kopru je prejšnji vikend potekal sejem Dnevi kmetijstva. Gre za največji kmetijski sejem v slovenski Istri, ki ga organizirajo 4 istrske občine ter skupina To je to. V soboto smo obiskali stojnice in si ogledali, kaj ponujajo istrski kmetje. Povejte mi, kaj delate tukaj danes, kaj ponujate? Ponujemo, kar nudi naša hiša, se pravi kmetija Šuran. Večinoma smo osredotočeni na mandlje, smo edini proizvajalci mandlje v Sloveniji za trg. Imamo vseh mogočih sort, tipov in drugače nekaj suhega sadja, oljčno olje, vloženo sadje in zelenjava. No. In kako se vam zdi ta dogodek? Dogodek je v redu, ne, s tem, da še vedno manjka kvalitetnih ponudnikov. No. Poleg hrane so bili na ogled tudi drugi ročno izdelani izdelki, kot so pletenine, mila in suvenirji. Ponujamo čudovite dišeče stvari, kaj se ne vidi, vse viola. V prvi vrsti je sivkina kozmetika, naša naravna, ki jo predelujemo sami. Potem so izdelki iz sivke, kot so razni dekorativni poštrčki, suvenirčki. To je iz naše proizvodnje, imamo svoje nasade sivke nad Izolo in nad Koprom. To je naše delo, z ljubeznijo delamo te artikle, kaj se ne vidi. In trudimo se, da so izdelki avtohtoni, zato uporabljamo vedno naše lokalne produkte, sol, solin, piran. Poskusili smo domače pekoče omake. Kakšne so to omake? Pikantne, ampak sladko pekoče bolj, tako da za vse. In zakaj so te boljše kot te v trgovini? So zelo kakovostne in iz pravih sadežev pasirane, nič rečene z vodo. Nekateri so pripravili hrano posebej za ta dogodek. Nič, da izdelujemo sami naša domača peciva, da smo mi z našimi proizvodi to naredili. In kje to prodajate ponavadi? Mi to samo za take stojnice, kot je Dnevi kmetijstva, Sladka Istra ponujemo in ko bo Koper na dlani. Veliko pozornosti je pritegnila tudi razstava 170 različnih vrst gliv. Za nas je zelo zahteven dogodek, kajti izbrati takšno število gob je v tem času, ko pred nas ni rasti, je zahtevno tudi finančno. Tako, imamo pa zelo prizadevne člane, da ne govorimo prijatelje iz drugih društev, tako kot je Goborsko društvo Gorje, potem člani iz Ilirske Bistrice, iz Ribnice nam pomagajo, tako da gre. Če je tako, potem gre. Poleg številnih stojnic z izdelki so sejem popestrili tudi kulturni dogodki. Obiskovalci so tako lahko uživali v glasbenih nastopih, delavnicah in otroških predstavah.
Študijsko leto je že v polnem teku. V soboto 7. oktobra je bil v obmorskem parku Žusterna za študente organiziran spoznavni dogodek Štart UP. Študenti so imeli priložnost poznati fakultete, različne organizacije in druge študente. Preverili smo, kakšni so njihovi vtisi po prvem tednu študija. V bistvu poteka tukaj neke delavnice, v bistvu bolj tako spoznavni dan, da zvemo, kaj se kaj dogaja tukaj na obali. V bistvu je druženje, tako druženje. A ste brucke? Ja, jaz sem na fizioterapiji. Jaz sem pa na biopsihologiji. In kako vam gre, kako se vam zdi prvi teden? Zanimivo, veliko novih informacij, veliko novega za spoznati, tako da bo kar pestro. Ja, meni so se zdela tale predavanja zelo zanimiva, no, saj bojo tudi težka zelo kmalu postala. Odkot pa ste? Iz Ljubljane, isto z Ljubljane. In kako vam je tukaj na obali? Vreme je ful lepo, ful sončno, ful toplo, tako da to mi res všeč. Ja, definitivno več sonca, kot v Ljubljani, kadarkoli. Danes na Famnitovi stojnici pripravljamo različne izzive za študente, da preizkusijo malo svoje logične sposobnosti in da se malo pozabavajo in zberejo štempilke. Če ne, imamo kle zelo lep kotiček za malo samo uživanci in sproščanja, plažnega vzdušja, tako da to je to. Mi smo Inštitut Andrej Marušič in danes promoviramo akcijo Prekolesarimo svet z namenom preprečevanja samomora. Želimo prekolesariti obseg zemlje in tukaj se študenti zbirajo, sedejo na kolo in odkolesarijo 1 kilometer. Danes imamo ergometre in v bistvu skušamo malo študente vključiti v aktivnosti in da odveslajo 500 metrov, vsaj poskušajo odveslati 500 metrov in se potem tudi zabavajo. Kako jim gre? Zelo dobro, tudi zanimanje je precej nad pričakovanji, tako da mi smo veseli, študenti pa tudi. How's it going? So far it's going perfect. We're collecting every stamp. We arrived a little bit late, but I think that we can do a good job. So where are you from? We're from Macedonia. Štip, Macedonia. We're in Famnit. We study computer science, both of us. How's it going? Well, the first week was fine, I guess. We'll see. Will it be hard? Yeah, I'm kind of scared. The first week felt like an Erasmus project, but now it's getting kind of twisted, you know. Torej, danes je predstavitev vseh fakultet Univerze na Primorskem in tudi zunanji so ponudniki. Torej, vsaka stojnica, vsaka fakulteta ponuja neko igrico, neko spoznavno zadevo. Mi smo recimo pripravili našim študentom in ostalim, da v bistvu spoznajo našo novo spletno stran. Na koncu v bistvu študenti zberejo toliko žigcev na vsaki stojnici in na koncu dobijo praktične nagrade. Si tutorka na FKŠ-ju? Ja. Kako ti gre? Mislim, da dobro. Ne vem, rado pomagam študentom, ki so samo prišli brucem. Ja. Kaj je delo tutorja? Da v prvih dneh pomagaš študentu, da se ne izgubi, ko je že prestrašen, da prišle toliko novih informacij dobi, lahko se izgubi. In to je moje delo, pomagati, da lahko pride na pravo pot, bomo rekli tako. What did you enroll in? What subject? Media communication, intercultural linguistic communication. And how is it going? How was the first week? Very difficult because I don't understand almost anything. Same station. Where are you from? From Russia, Belarus. And what brings you to Koper? Actually, I come here every summer with my family, and so this is my sister, and so we study together in the same university now. I really like this city, it's beautiful. Torej, mi predstavljamo tutorje Univerze na Primorskem. Tutorji smo v bistvu študenti višjih letnikov, ki smo pač na voljo študentom za pomoč, za pogovor in da jih nekako vodimo in jim omogočamo čim lažjo študijsko pot. Danes smo pa tukaj, da v bistvu študenti spoznajo, kaj tutorstvo sploh je in da v bistvu na tablo napišejo stvari, ki jih asociirajo s tutorstvom. In kako gre novim brucem? So se že pritoževali na kaj? Zaenkrat mislim, da jim gre super. Mislim, da imamo tudi tutorji v prvem tednu zelo ključno vlogo, da jih nekako upeljemo v to okolje, da jim malo razkažemo tudi mesto, univerzo, pa da jih tudi malo vključimo v ta socialni krog ljudi. Minuli vikend je v Trstu potekala največja jadralska regata s skupinskim startom na svetu, Barkolana.
V Sloveniji pa so že 8. leto zapored organizirali regato na Barkolano. Gre za tekmovanje, pri katerem jadralci z vzhodne jadranske obale potujejo proti Trstu. Letos so prvič začeli v Izoli. Barkolana je zelo zanimiva, zato ker na enem polju so vsi, od profesionalnih jadralcev z najboljšimi tehnologijami in jadrnicami do tistih največjih amaterjev. In mislim, da to je ta čar, da lahko združiš nek profesionalen šport, amaterski užitek, del nekega experienca, kot je Barkolana, samo biti zraven, z nekimi, bom rekel, eventi, ki so tudi zraven. In lepo je, da se vsaj v tem obdobju največ govori o jadranju in seveda se promovira ta šport, kajti dosti prinese tudi v Izolo. Tukaj moram povedati, da jadralci so tukaj nekateri vsaj 10 dni, ostali še več, ki tudi trenirajo. In seveda tudi strani turizma to dosti mesto tudi pripeljajo in takšne stvari, kot so Barkolana, jih moramo začeti tudi počasi pri nas delati in delamo tudi na tem, da bomo imeli. Ljubitelji jadranja so se zbrali na pomolu v Izoli, odkoder naj bi imeli dober pogled na regato. Vendar je bilo zaradi prešibkega vetra na morju samo tekmovanje manj pestro, kot je bilo pričakovati. Danes spremljamo Goto Barkolana, štart iz Izole, kar je prvič, drugače je štart vedno iz Portoroža bil do zdaj. Imamo nekje med 30-40 bark, ki se potegujejo pač na določena mesta in cilj je v Trstu, če bojo uspeli, glede na razmere vetrovne, kakšne so, nekaj zdaj čutimo, da nekaj je začelo pihljati, da zgleda, da bo tudi prišli do Trsta, pač kakem vrstnem redu in tile večina ostanejo tudi tam, ker je jutri pač klasična Barkolana, kjer pa bo očitno dosti več jadrnic, koliko smo čuli, je bilo do včeraj 1700 pa nekaj prijavljenih, tako da bo približno taki dan, kot je danes, bo tudi jutri v Barkolani. Podobne razmere vetrovne. Kaj pričakujete? Ja, naša barka gre vedno na zmago, tako da upam, da bo naši dečki dali vse od sebe, naš skiper je zelo izkušen, tako da želim, da bojo nekje med prvimi 5, 6, 7 nekaj. Podobne vremenske razmere so se nadaljevale tudi v nedeljo na tržaški Barkolani. Zato se je ta drugič v zgodovini zaključila že pri prvi boji. Italijanska arka je prijadrala prva, za krmilom je na koncu bila 16-letna Marta Benussi. Drugo mesto pa je zasedla slovenska jadrnica Way of Life. Ta teden se je začela sanacija voznega pasu pri izhodni premični zapornici v Piranu. Obnovilo se ga podhoda, bomo prvo odstranili asfalt, pol bomo skopali z 60 cm, bomo šli dol v globino, bomo obnovili kamnito gredo, pride 60 cm kamnite grede, 20 cm tampona, to se bo lepo uvaljajo, splaniralo, utrdilo in pol bomo šli z 8 cm asfalta in še 4 cm zadnjega obrabnega sloja asfalta. Poškodbe na pasu so nastale zaradi vožnje težkih tovornih vozil in avtobusov, predvsem zaradi zaviranja in pospeševanja. Nosilni sloj asfalta se je odlepil oziroma deformiral stran od zgornjega ustroja asfalta. Dela izvaja CPK, ki je bil v postopku zbiranja ponudb kot najugodnejši, dal je najboljšo ponudbo. Vrednost del je tam okoli 31.000 evrov z davkom. Dela bo zaključena v petek, pol naslednji teden nas čakajo še obnova talnih označb, tako da v bistvu nekje v soboto bo vozni pas že odprt. Občina pa v teh dneh dokončuje obnavljanje še ene ceste v okolici. Zdaj, ko je govora o cestah, lahko tudi povem, da smo ravno v fazi zaključevanja investicije preplastitve lokalne ceste Dragonja Sveti Peter. Gre v bistvu za skoraj kilometer ceste, ki je tudi bil v postopku zbiranja ponudb oziroma javnega naročila izbrano podjetje CPK. Trenutno zaključujemo z betonskimi bankinami, tam smo tudi odstranili v stari asfalt, ponovno utrdili spodnji ustroj oziroma tampon in na novo asfaltirali spet 5 cm plus 4 cm. Vrednost del je okoli, imamo dva dela, torej spodnji del in zgornji del ceste, tako da vrednost del znaša okoli 250.000 evrov. Občina Piran je konec septembra začela z nujnimi vzdrževalnimi deli v avditoriju Portorož.
S tem bodo zagotovili boljše pogoje za izvajanje kulturno-umetniškega programa in prijaznejšo izkušnjo obiskovalk in obiskovalcev, kakor so zapisali. Torej gre za vzdrževalna dela, ki zajemajo zamenjavo tlaka pred vhodom v avditorij, potem tudi terase, zamenjavo dotrajanih sedišč v amfiteatru, sanacijo hidroizolacije in pa druga vzdrževalna dela. V sklopu naložbe bodo nabavili tudi nov baletni podij in sodobno avdio in zvočno opremo. Dela bodo potekala tako, da ne bodo motila izvajanja programa v avditoriju. Celotna investicija je 157 000 evrov, je pa res, da je občina Piran prijavila projekt na razpis na Ministrstvo za kulturo in tudi prejela finančno podporo v znesku 64 400 približno. Namen naložbe je ohraniti vodilno vlogo avditorija Portorož pri razvoju kulturnih dejavnosti v regiji. Oktobra so pedagoški delavci obeležili Svetovni dan učiteljev. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je ob tej priložnosti opozorilo na nekatere težave, s katerimi se spopadajo v sektorju. Ena od njih je globalno pomanjkanje učiteljskega kadra. Po najnovejših ocenah organizacije UNESCO v svetovnem merilu primanjkuje več kot 12 milijonov učiteljev na primarni ravni in okoli 31 milijonov na sekundarni ravni izobraževanja. Kakšne pa so razmere v Sloveniji? Eden od problemov, ki ga imamo v tej državi, je, da nimamo ustreznih statističnih podatkov o tem. Bolj ali manj se ugiba, koliko učiteljev primanjkuje. Dejstvo je, da na terenu sporočajo, da se ne prijavljajo na razpise, tudi po nekajkratnih ponovitvah. In recimo eden od simptomov v začetku tega šolskega leta je bil, ko so ravnatelji zagnali vik in krik, ko je ministrstvo nekaj pomešalo sicer, da ne bo več plačevalo študentskega dela. Sporočilo te reakcije je bilo, brez študentov se normalno pouka v tej državi v osnovnih in srednjih šolah več ne da vzpostaviti. In to bi moral biti alarm za oblasti, da je seveda kriza v polnem razmaku. Kakšni so torej razlogi za pomanjkanje učiteljev v Sloveniji? Zagotovo je neustrezno vrednotenje dela, če hočete po domače, prenizke plače. Drugič se zaradi pomanjkanja tega, ki je zdaj povsem očitno, številke te, ki krožijo, se gibljejo med 4 in 5 tisoč učiteljev, so seveda ti, ki ostajajo dodatno obremenjeni, kar še povečuje stres in bom rekel neko izgorelost. To ni neka fraza, jaz sem v stiku, ljudje so dobesedno izčrpani in težko obvladujejo vse te pritiske, ki pa se povečujejo. To je drug razlog in seveda dejstvo, da širša družba, predvsem zaradi ignorantskega odnosa politike, ne priznava tega dela, torej da učiteljstvo ne dobiva nekega širšega družbenega priznanja za delo, ki ga opravi, so verjetno ključni razlogi. Na šolah pa nimajo težav le s pridobivanjem učiteljskega kadra. Pomanjkanje kadra v šolstvu je malo širše, ne samo na področju učiteljev. Tudi tehnična služba nam kar primanjkuje, recimo čistilko je težko dobiti, zelo težko je dobiti kvalificirane kuharje, ki odhajajo v gostinstvo za nekoliko večje plače, kar je problem najbrž tudi pri mladih učiteljih, ki se odločajo za to, da prihajajo v šolo. Poleg tega, da je v šoli danes morda drugače delati, kot je bilo pred leti, ker je zahtevnost generacij, ki jih zdaj trenutno izobražujemo in vzgajamo, kar visoka. Opažamo tudi pri nas težave pri razpisih, namreč nekateri razpisi so tudi 2-krat ali celo 3-krat odprti in to razpisi za nedoločen čas, ne samo za krajše obdobje. Profili pa, ki nam trenutno takole malo manjkajo, so naravoslovnega značaja, recimo tehnika, matematika, kakšna kemija, fizika, tukaj je težko dobiti. Razrednih učiteljev imamo še kar na razpolago,
Je pa res, da je fluktuacija med njimi kar precejšnja. Recimo tisti, ki v podaljšanem bivanju delujejo, se potem poskušajo zaposliti na šoli kot učitelji v oddelkih in si šole med seboj potem izmenjujemo. Na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem so za letošnje šolsko leto razpisali okoli 600 vpisnih mest na študijskih programih, ki so zdaj več kot 90% zasedeni. V bistvu pri vpisu študentov mi ne opažamo nekega trenda zniževanja, ampak tukaj je kar stabilno stanje glede vpisa. Večja težava je v tem trenutku ta, da se mladi ne odločajo, da bi vstopali v poklic. Tako da verjetno bo na tem področju potrebno tudi narediti kakšne premisleke, kako dobiti mlade, ki bi se zaposlili tudi potem, ko zaključijo izobraževanje v šoli. Na Sindikatu za vzgojo in izobraževanje še opozarjajo, da je slovenski izobraževalni sistem trenutno še kakovosten. Tako kažejo izsledki mednarodnih raziskav. Vendar še vedno smo recimo v naravoslovju praktično v samem vrhu in vse to se bo za temi procesi sesulo, ker ne bomo mogli vzdržati te kakovosti. Ko bo javnost opazila, ker kriza v šolstvu deluje potiho, orje pa globoko, bo bistveno prepozno. Ko vi opazite, da je sistem kolapsiral, rabite potem 10 ali 15 let, da ga na novo vzpostavite. Zakaj mi nimamo zasebnih šol? Zato, ker so javne šole dobre in ni nobenega interesa tudi najbolj ambicioznih, premožnih staršev, da bi šli kam drugam, ker je kvaliteta tukaj. Ko se bo pokazala, da bo ta kvaliteta padla, se bojo pritiski na to, da bomo pa svoje otroke, ki so pa nekaj posebnega, Lita reče sama zase, izšolali bolje, bo pa tudi pritisk na zasebne šole. In ko se to zgodi, kažejo izkušnje v drugih državah, potem tega nikoli več ne vrnete nazaj. Problematiki pomanjkanja učiteljev se bomo podrobneje posvetili tudi v oddaji Tema tedna prihodnji teden. Ogledali si jo boste lahko v torek ob 18. uri na televiziji Megafon. Koprsko podeželje se v zadnjih letih pospešeno razvija, infrastruktura pa žal na veliko krajih tega razvoja ne dosega. Ena od težav, ki pestijo podeželje, je tudi pomanjkljivo kanalizacijsko omrežje. Zadnji medijsko izpostavljeni kraj, kjer vaščani še vedno nimajo kanalizacije, je Črni Kav. Zgornji Črni Kav in ne samo Zgornji Črni Kav, tudi ostale vasi, večinoma tu, imajo vaške kanalizacije, ki so to v letih 70 delali udarniško. In to ni kanalizacija, to je bilo takrat udarniško narejeno, samo prispevki z delovnimi urami in občina prišla nasproti in takrat samo z cevmi. In to ni kanalizacija. Ampak povezuje pa, dajmo reči to, odpadno vodo, ki jo spuščajo iz greznic. Tako, in potem je prepuščena v okolje. Zdaj so pač v medijih opozorili na ta problem, da ta voda odteka tudi v Rižanu najbrž. Ste dobili kakšne informacije od občine, se bo to uredilo oziroma na kakšen način se nameravajo to urejati? No, občina je zaznala in mi tudi pozdravljamo to, da je izdelala načrt izgradnje kanalizacije tudi na podeželju. Naši krajevni skupnosti, kot vemo, imajo gradbeno dovoljenje samo za Loko in pridobivajo za Predloko in Rižano in zaznali so tudi za ostale vasi, kot je Zgornji, Spodnji Črni Kav in Krnica, ampak ni časovnice se in zdaj nas malo skrbi, kdaj bo to. Naj bi se izvedlo do 31.12.2027, samo se bojimo, da bo kasneje. Občinski svet Mestne občine Koper je lani jeseni sprejel program izgradnje kanalizacijskega omrežja s seznamom prioritet izvedbe. Med tem je tudi Zgornji Črni Kav. Zavedamo se te problematike, gre za neko zatečeno stanje in občina je zagrizla v to kislo jabolko. Koliko vasi na koprskem podeželju še nima zgrajene kanalizacije oziroma niso še priključeni na kanalizacijsko omrežje? Torej, govorimo sicer o manjših aglomeracijah. Na območju celotne občine imamo približno 48 aglomeracij, od tega jih je 14, ki so samo delno opremljena, 24 sicer manjših pa je takšnih, ki bi jih bilo treba v celoti kanalizacijsko opremiti. Se pravi, čaka nas še veliko dela. Kot rečeno, tega se zavedamo, pa vendarle občina ne stoji križem rok.
Tukaj je v teku projekt čisto za Koper in Ankaran, se pravi bomo na območjih aglomeracij Hrvatini, Škofije in Bertoki zagotovili več kot 2000 novih priključkov, se pravi za več kot 2000 prebivalcev in eno od dejavnosti, tako da pač delamo, ampak nas čaka še veliko dela. Težava, zaradi katere je Črni Kav tokrat posebej izpostavljen kot kraj brez kanalizacije, je v tem, da odpadna voda iz črnokavskih domov odteka v naravo nad reko Rižano, kar pomeni, da fekalne odplake lahko dosežejo edini vir pitne vode v slovenski Istri. Zaradi tega je potreba po ureditvi kanalizacije na tem območju še toliko večja. V naši krajevni skupnosti ima urejeno kanalizacijo samo prvo vodovarstveno območje, to je Dolg Hrastovlje, Podpeč in Bezovica, in ima Gabrovica in Osp ter Kastelec, taka zgradna avtoceste. Ostale vasi so vse brez kanalizacije. In zdaj v aglomeraciji je predvideno, kot smo rekli, zgornji in spodnji Črni Kav, predloka Loka, Krnica in Rižana s Cepki. Recimo Praproče, Črnotiče in Socer pa sploh niso omenjeni, tako da te bi mogli delati male čistilne naprave. Aha, to se pravi, to bo mogli vaščani sami financirati. Tako, ti moraš imeti urejeno odpadne vode. Koprska občina sicer delno subvencionira izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. Poskušamo priti naproti ljudem, ki imajo te konkretne težave, ampak se pravi, je treba zadevo celovito rešiti in čaka nas veliko dela, vsaj lotili smo se, delo je začeto in se bomo potrudili nadaljevati čim hitreje. Pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. Predstavili vam bomo dogodke, ki nas v prihajajočih dneh čakajo v obalnih občinah. Pričenši z dogodkom, ki bo v soboto 14.10. ob 17. uri potekal v skladišču Libertas v sklopu festivala Isis, gre za delavnico, ki jo bo odvodil zvočni umetnik Enrique Mendoza in nosi naslov Hibridni audiodifuzijski sistem. Predstavili bodo HADS zvočni sistem, kaj ta čarovnija točno je, pa si lahko preberete v programu njihovega festivala na spletni strani. Istega dne ob 19. uri se bosta v dvorani Art Kina Odeon premierno odvrtela dva filma, oba o izolskem ribiču Mirkotu in njegovem ribiškem življenju. Kmalu zatem ob 20:30 bo oder Centra mladih Koper že segreval mlad zvočni umetnik Listening Circuits. Sledil mu bo pop noise psych band Omni Selaši. In ko bi že mislili, da jesenske dni prinašajo manj dogajanja, sta tu še dva dogodka, ki se odvijata na isti večer. Namreč Perpetuum Jazzile bodo v stilu a kapele zavzeli skladišče soli Grando v Portorožu. Dogodek se prične ob 20:30. Prisluhnimo njihovi priredbi skladbe Smells Like Teen Spirit. Ob 19. uri pa bo Tartinjevo gledališče zvočno prevzel 16-letni korejski violinist Nuri Chang, zmagovalec neštetih mednarodnih tekmovanj. Soprotagonisti večera pa bodo solisti italijanske filharmonije. V ponedeljek 16. oktobra nas bo festival Isis zopet popeljal v zvočne sfere. Ob 21. uri v skladišču Libertas prirejajo performans uspešnega zvočnega umetnika Giuseppeja Gavace z naslovom Medley 2. V torek ob 18. uri bo Center mladih ponovič organiziral mavrično druženje. V četrtek 19. se zopet vrsti nekaj več dogodkov. Ob 19. uri se bodo v dvorani svetega Frančiška Asiškega predstavili mladi oblikovalci, finalisti javnega natečaja za mlade modne oblikovalce Centra mladih Koper. Ob 19:30 bosta v Pokrajinskem muzeju Koper nastopili violinistka Anja Bukovec
ter pianistka Ilonka Pucihar. Nekaj 100 metrov stran, v centru Mladih Koper, pa se bo pol ure kasneje, ob 20. odvil tradicionalen večer poezije Obalne rime. Istega večera bo oder Auditorija Portorož zasedel Špas teater s svojo huronsko komedijo Večerja bedakov. Pričetek ob 20. uri. V petek 20. ob 20:30 nas čakata koncerta kultne zasedbe Grad iz Reke ter indie rock zasedbe The Splitters. Ta bo na oder centra Mladih Koper stopila ob 20:30. Prisluhnimo njihovi skladbi Role filmova. Ob 21. pa sledi še en zvočni performans v sklopu festivala Izis z naslovom Eksperimentalne zvočne kulise, kjer se bodo predstavili 3 zvočni umetniki. To je zaenkrat iz naše strani vse, razpored dogodkov pa si lahko preberete tudi na naši spletni strani www.megafon.si ali pa v sledeči izdaji našega časopisa Megafon. Lepo pozdravljeni in se vidimo prihodnji teden. Na posestvu Slovenija Eko Resort je zrasla ogromna kumara. Tako velika, da so jo mogli dvigniti kar z bagrom. Verjetno na vložene kumarice lahko pozabimo, ker tako velik kozarec ne obstaja. Ima to kuči bager? Gremo še malo? Ti mat. Še malo? Stoj, gremo čist. Ustav. Dajmo. Na prikolico vzdal. Čas. Dobro. To je pulski vesel. Pa jo imamo. To bo ena za naše pulske bo poslastica. Evo.